Živijo, tukaj je Anže, poslušate oddajo Aparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. 18. epizoda Aparatusa je bila posneta 24. aprila 2013 in sicer z Denisom Oštirjem, ki je eden od urednikov oddaje 24 ur na Pop TV-ju. Pogovarjala so se o tem, kako oddaja 24 ur sploh nastaja, potem kako uporabljajo nove medije na Pop TV-ju, kako jih on sam uporablja, kako so uporabljali Twitter in Perception Analytics med soočeni za predsedniške volitve, potem pa še strojna programska oprema, na koncu pa še reševala Nokio. Preden začnemo pa še hvala vsem, ki ste dali oceno podcastu na iTunesih oziroma ste dali feedback preko maila oziroma Twitterja. Res hvala, ker tako še kakšen poslušalec najde tale podcast, feedbacka sem pa itak vedno vesel. Tako da zdaj pa Denis. Sam neki, zdaj reč testis. Moje ime je Denis Oštir, imam testis. Odlično. Kdo si in kaj počneš? Ja, jaz sem Denis Oštir in delam 24 ur. In to je moje drugo vprašanje, to, kar ti zmerno rečeš, delam 24 ur. Kaj to pomeni? Zato, ker ti pa na Twitterju tako spadaš v nedeljo ob 11. kot tvitaš, meni se je pa delovnik končal za en teden, te turnusi vaši smešni me zanimajo, ki jih jaz ne razumem čisto. To pomeni oboje, pomeni, da delam oddajo 24 ur in da pač delam v poslu, kjer dejansko delam 24 ur. Naš posel je tako malo drugačen, ljudje še vedno pričakujejo, da vsako soboto, vsako nedeljo, za vsak praznik, da ob 7. zvečer prižgejo televizijo in da 24 ur je. Preprosto ne dovolijo si tega, da tega ne bi bilo. Pri nas praznikov, dopustov ni, uredniki imamo narejeno tako, da smo 3, ki se izmenjujemo. To pomeni, da približno 10 oddaj na mesec naredimo, 10-12 oddaj, pa potem ostale stvari, ki jih je treba poleg tega početi. Delovnik pa ni 24 ur, ne, ampak takrat, ko imaš turnus, dejansko si razpoložljiv 24 ur. Se mi je že zgodilo, da so me ob 2 zjutraj poklicali, da je neka prometna nesreča in da je treba pač ob 2 zjutraj potem telefonirati naprej novinarjem, jih napotiti na teren. Ali pa tudi recimo se je že zgodilo, da smo ob 4 zjutraj poklicali in se že tudi oblekel, pa bil 5 zjutraj tukaj, ker je bilo treba skoordinirati določene stvari. Tipičen primer, recimo, da se spomniš balonarske nesreče, takrat jaz sicer nisem bil urednik, ne, ampak kolega, ki je bil, ko je to zvedel, bom vsem novinarje preklical, da so prišli sem in stvari naredili. Ne. Naš delovnik je drugačen, ni od 6 do 2, ni pa tudi tako, da bi delali, ne vem, do 10 pa do 11 zvečer, občasno pač treba malo potegniti, ampak človek se tega navadi. To spravi, to, ki si rekel, da je 10 oddaj, to pomeni pač 10 dni, ne, ki je pač dnevna, ne. Kako pa to pol pade, kaj z nedeljo začneš, pa z nedeljo? Ne, tako je, 7 dni bi bilo zelo težko delati, ker to je kar naporno. Mi od normalen delovnik, če nič drugega, začneš ob 8:30 zjutraj in končaš recimo 8:30 zvečer. Zdaj delaš 12 ur, normalno imamo 5 turnusov skupaj. Pravi, delaš bodi si, ne vem, od srede do nedelje ali pa od ponedeljka do četrtka. Različne turnuse imamo, 2-dnevne, 3-dnevne, 4-dnevne in 5-dnevne in potem se to lepo čez mesec razporedi. Nekaj časa si potem prosto mes, pa spet delaš. Zdaj lahko je tako, da si 5 dni delaš skupaj, pa si 2 dni frej, pa delaš 4 dni, ne? Pa si potem zelo dolgo frej. Ampak tudi poleg tega počenjamo še eno drugo stvar. Jaz se ukvarjam z novimi tehnologijami, tukaj nekoliko pomagam, potem izobraževanje mladih, tudi te reči počnemo in dejansko nismo takrat, ko smo kao frejne, nismo frej, ampak še vedno delamo, bodi si od doma, bodi si tukaj. Ne. Teh od 9 do 9, kaj je za pač dnevno informativno oddajo, ne, pač tukaj potrebni. Kaj to pomeni? Mislim, znam tako, če je poprečen, se ne takli šejski vprašanje, ampak čisto veš, da se malo feelinga dobi. Mi najprej prva stvar, kaj zjutraj, je treba pogledati, kaj drugi počnejo. To je fakt, to delamo vsi in tisti, ki pravi, da tega ne počne, je neumen. Valjda je treba vedeti, kaj dela konkurenca. Ne? Pogledamo, kaj so vsebine, ki se rolajo. Ne samo pri nas, ampak v tujini, o čem so se drugi razpisali. Malo te sicer potem žere, ker se ti prejšnji dan naredil nekaj slabš, nekdo je drugi naredil nekaj boljše. Ampak tudi jaz zjutraj ostajam že ob 8:30, tako da imam zelo veliko časa za te stvari početi. Običajno sem v službi okrog 8:30, med 8 in 8:30 pridem sem in najprej imamo zjutraj z novinarjem tak redakcijski sestanek, na katerem naredimo bolj načrt, kaj bomo počeli čez dan. Razdelimo teme, ljudje pridejo z lastnimi temami, povejo, kaj jih zanima. Malo po brainstormamo, približno pol ure to traja. Potem grejo pa novinarji na teren. Uredniki imamo še redaktorja, to je desna roka urednika, ki se ukvarja z posameznimi tematskimi sklopi, ki so najbolj pomembni v posameznem dnevu. Recimo, če imamo nekih 3 ali pa 4 zgodbe, ki se dotikajo ene in iste teme, on tisti, ki skoordinira, da se stvari ne ponavljajo, da novinarji imajo prave informacije. Pa en tak researcher je, na katerega se lahko obrneš, ko karkoli potrebuješ. Fajn je imeti nekoga, da bedi na tavo, pa da reče, glej, stari, tu imaš pa nekoliko preveč vsebine, tukaj ima premalo. Zelo fin, tesen sodelavec. No, z njim potem ves dan koordinirava, kaj se skozi dan dogaja, novinarji grejo na teren, imamo 6 ekip snemalnih, ki jo sestavljata snemalec in asistent, z njimi hodijo po terenu, se dogovarjajo za izjave, za snemanje in tako dalje in potem pridejo okrog enih, recimo začnejo prvi kaplat nazaj,
pa potem do 6 kapljajo nazaj. Pri nas je kompleten produkcijski proces digitalen. No, mi ne uporabljamo več kaset, absolutno ne, oziroma nekateri dopisniki recimo že to uporabljajo, ampak vse snemamo na diske, to so eni posebni profesionalni Blu-ray diski, reče se jim XD Cam, Sonyjeva tehnologija, na teh diskih pride material v hišo, približno 1 ura materijala je približno 23 giga, torej se lahko predstavljaš, da količine podatkov, s katerimi handlamo pri nas so enormne, res enormne. Če recimo novinar pride običajno, en novinar pride nazaj z 2 diskoma, se pravi, on pride nazaj za 46 giga podatkov, novinar je približno 15-20 dela na oddaji, pol stvari, ki pridejo recimo še po feedih iz tujine, tako da res količine podatkov so enormne, hranimo jih približno 14 dni. No, če se vrnem nazaj k temi, pri nas je kompleten proces digitalen, se pravi, ko novinar pride nazaj z terena, da ta disk v nekaj, čemu se reče ingest. To je prostor, v katerem ga iz diska spravijo na diskovje in od tam naprej nimamo več fizično nobenega kontakta z nobenim materialom. Vse poteka povsem elektronsko. Ta material se naloži v naš sistem, uporabljamo eno Avidovo orodje, ki se mu reče Instinct. Vse je bekapirano absolutno na 2 različnih na 2 diskih vzporedno, če slučajno eden odleti, da drugega imaš. In stvari se vedno naložijo v 2 resolucijah, low res in high res. Low res zaradi tega, da lahko novinari sami v grobem sestavljajo prispevke že sami presep na običajnih PC-jih, high res pa zaradi tega, da se potem v montaži stvar finalizira. Novinar potem pregleda, kaj ima, malo poišče po arhivu, če je kak material, posvetuje se z urednikom in redaktorjem glede grafike, kaj bi se dalo narediti s produkcijskim grafikom, kaj bi se dalo narediti, da se prispevek še izboljša in potem začne zadevo sestavljati. Ne? Ko ima sestavljeno, gre še posnet off, sestavi skupaj na svojem vlastnem PC-ju in gre v montažo, da zadevo pofinalizirate. Montažer pazi, da pač rezi niso pregrobi, da se lepo prekrivajo, da nikakega dropped kadra in to. Potem se pa stvar zapakira v datoteko in se pošlje v režijo. Potem to tam na disku čaka, da ga ne sprožimo v živo v oddajo. No? Ob 2 imamo še en sestanek, ki se mu reče v bistvu popodanski pozabil sem ime. Imam nek posebno ime za sestanek, imamo ne, kako se mu reče. Pa sestanek ob 2, okej, vredno. Sestanek ob 2, na katerem se sredemo še z voditelji, še malo prediskutiramo, da vidimo, če je mogoče kakšna tema, ki je bolj pomembna, kot smo mislili zjutraj, da bo pomembna. Približno sestavimo potem rundown rečemo mi scenarij oddaje. Sestavimo, kaj bo kje, približno vidimo, kaj bi se dalo pojačati in tako, pazimo na dolžino in potem se pripravljamo na oddajo. Z voditelji gremo določene stvari skozi goste, grafika s grafičnim producentom, lektorce. To treba pa skoordinirati, da se stvari dodelajo in potem ob 7 on air, tam po 7 zvečer, po 8, ko je pač oddaje konc, med 7 in 8 treba biti v režiji, da skoordiniraš delo, da pač bdiš vsebinsko na dodajo, pol pa pogledaš, kaj se bo delalo prihodnji dan in potem greš počas domov. Pol ko priješ pa domov, pogledaš pa še ostale informativne oddaje, kaj so drugi počeli, zanaliziraš in noveni zjutraj greš spat. To je pa že zjutraj, pa še na dnevu. To, kar si rekel rundown, pa kar se predebatirate, kaj je bolj pomembno, pa kaj ne. Pa zdaj tebe vprašal čisto osebno, kaj imaš ti takrat v glavi, pač kako to pomembno strangiraš nekako, veš? Zanimivost. Zdaj, cel kup ljudi je, ki uporabljajo besedo rumeno. To je tako popularno. Ljudje rečejo, vi ste pa žuti, vi ste pa rumeni, to pa je ne vem kaj. Ampak meni je, če to rumeno spomeni zanimivost in razumljivost, in jaz tako z največjim veseljem rumen. Meni je zelo pomembno, da so stvari narejene tako, da so zanimive za gledalce. Ja, mi smo komercialna televizija, mi denar, ki ga dobimo od oglasov, cena oglasov pa se definira s tem, koliko ljudi gleda televizijo. Ampak jaz glede tega nimam težav. Jaz sem novinar, jaz sem urednik in jaz skrbim, da so moji standardi takšni, kot morajo biti. Če bi mi stremeli samo k temu, da ne vem, bi čim več ljudi gledalo, potem je simpel, daš ob 7 nage babe in ljudje gledajo nage babe. Ne? Ja. Ampak ni naš interes. Jaz sem novinar po duši, jaz sem urednik po duši in jaz skrbim, da so vsebine, ki so tam novinarsko kakovostno narejene, da so pa krati zanimive in jasne. Z leti izkušenj dobiš občutek, kaj je najbolj pomembna tema dneva in kaj ni najbolj pomembna tema dneva. Velikokrat se dogaja, da imamo uredniki različne poglede na to, kaj je najbolj zanimivo in kaj ni, ampak konec je samo eden, ki se na koncu podpiše pod tisto oddajo, ti si tisti, ki sprejmeš odgovornost za to, tvoje ime je na dnu napisano, šefi lahko pa na koncu rečejo, glej, rezultati te oddaje pa niso bili taki, kot smo od tebe pričakovali. Ne? Ampak z izkušnjami ugotoviš, kaj je to, kar je najbolj zanimivo. So trenutki, ko je to obvious, ne vem, zdaj se sem talo varnostnik predal policiji, bodimo realni, je to obvious. Čeprav bodo ljudje rekli, pa kriminal, štartati s kriminalom, ok, cool.
Je pa neka stara dogma še v Sloveniji, da politika je najpomembnejša stvar na svetu. Ne? Jaz se s tem absolutno ne strinjam. Politika je pomembna takrat, ko je v službi mene, v službi človeka, ki jo plačujem. In ko to dejansko ima nek vpliv na moje življenje, potem je to pomembno. Če je pa politika zaradi politike, je pa to traparija. Živijo v Sloveniji. Ja. Ampak nismo mi unikum, ne? To je tudi v Ameriki se dogaja politika zaradi politike. Ja. No, do tega še prišla stvar, kar se Američanov tiče. Ampak prvo še ena stvar. Za mene bolj zanima, koliko misliš, da je tega spektra, ker jaz moram reči, da to vsaj, kar ti delaš, meni se ne zdi, da ti greš ti, da je uremeno in ne vem kaj, ne? Ampak me pa zanima, a veš, kje je meja, kje pa greš iz zanimivosti, recimo, v neki, kar je bilo res sam tak ratings grab bil narejen, brez neke substance, veš, hočem sam reči, a imaš to neko bremzo v glavi, ali je to dosti sam, da si novinar, pa pol veš, da se to nam zgodi? Ne, jaz mislim, da imamo vsi bremzo v glavi. Ne? Predvsem, kot rečeno, na koncu daje se človek podpiše. Ne? In obstajajo stvari, ki so preprosto bizarne, bi se absolutno gledale, ampak glej, no way, da boš tem začel news, ker temu daješ neko posebno težo, bodimo realni. Tisto, kar je na 24 urah ob 7 zvečer na začetku oddaje, je najpomembnejša tema tistega dneva v Sloveniji. Vsi lahko govorimo o tem, kaj so pisali časopisi, ampak vpliv televizije in pomen televizije v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, temveč v svetu, je še vedno izjemno močan. Ne? In tudi odgovornost, ki jo prevzemaš nase, ne? S tem, ko daješ neki temi določeno težo, je zelo velika. Ne? Jaz se velikokrat sprašujem, ko vidim določeno stvar, začeti z njo ali ne začeti z njo. Oddajo, ampak na koncu pač pretehta tisto, ali je stvar zanimiva, ali je informativna, ali je pomembna za življenje ljudi. In če so odgovor na ta vprašanje, ja, potem dvoma ni, ne. No, to sem nekaj zaradi tega hotel vprašati, ker to sem zdaj, to že veš, smo ti na Twitterju malo težili. Ja, vedno. Ne, ampak jaz sem zavisel in stavno lani, in pa z Nino Koža smo se pogovarjali, ker so bile volitve, ne. Pozanima to, veže 24 ur, ampak zaradi tega sem mislil vprašati, ker so nas soočenja, ne. In pa perception analytics. Tako je. Glik ta je bila, tudi to, kar si rekel, ne. Ker Nina je takrat rekla, ja, vse ljudje pač, to je na TV-ju, ne, kao pač, ti pa tudi rekel, da je neka odgovornost na tvoji strani. Ne? In jaz v tej tenziji, ne, ali boš dal nekaj na TV, pa ne folk sam dojame, kaj je vredno, pa kaj ne, pa kako iz vaše strani to zgleda. Ne? Pa ne, zdaj nam, da boš zagovarjal. Ne me tako razumeti, ampak veš, odgovornost, ki jo jaz prevzamem za tem, da nekaj dam, je, da se jaz spostaviš svojo faco po svoje ime. Treba je razumeti, da je to absolutno, ljudje premlevamo te reči. Perception analytics tipičen primer. Ne? Vem, da po prvi oddaji je bilo to wow, jaz sem bil gnojev, jaz sem bil kreten, idiot, manipulant, po mojem ni predelnika v Sloveniji, da ga nisem bil deležen. Pač v redu, sem to vzel nase, zakaj, ker sem bil prepričan, da to, kar počnemo, je dober. In mi nismo počeli nič drugega kot to, da smo merili, kaj ljudje mislijo. Ja, in zdaj, ampak zato, ker je to pač aparatus, ne, ki se da v takih skulnih zadevah pogovarjati, ne. Meni sta dve zadeve ste zmotile tam. Pa ne zdaj, da si bil manipulator ali nekaj, ampak glik to, ki si rekel, ker jaz vem, da ima TV tako težo, ne. In so bile tam na teh soočenih, ki so bila relativno pomembna takrat, ne, v tisti fazi, ne, so bile neke cifre zraven, pač fac od kandidatov, ne, ki mogoče z neko resno realnosti v smislu analize, ne, niso imeli toliko veze. Zdaj o temu se da debatirati. Ja. In druga stvar, ki me zotila, in gledam malo hvala, ampak poslušaj, je pa to, ker pač to nisem si predstavljal, da boš ti delal. Až ga hočem reči. Jaz sem imel s tistim večji problem s tem, zato ker to vsakmo sem pa rekel, zato mi je rekel, ja, ker je 4 podpisano spod, jaz pač bolj kaj gledaš, ali pa kaj Eva Kubeja, ne, kaj kdo drug mogoče ne, nisem glih napaljen tok, ne. Ja. Až in to me je presenetilo, zato sem te odobražil, to, ker si rekel, da ste delali dobro, ne. Mislim, zakaj misliš, da je bilo tisto dobro, oziroma a veš, mene sem zdaj upravičil, ker to res ni bil point, ne? Ampak res tako, res me zanima, zakaj je bilo tisto, ja, povej. Če smem, kako izgledajo soočenja, kako so izgledale soočenja v Sloveniji vedno doslej? Imel si neko soočenje in na koncu soočenja si spravil v studio 3 analitike, ki si jih izbral po nekem blazno individualnem ključu. Se pravi, nekdo je sprejel odgovornost, da je povabil 3 analitike, ki so potem komentirali nastop kandidatov. Zdaj pa vprašanje, komu ti bolj zaupaš? Komu bi ti zastavil svoje ime? 3 analitikom ali približno 30,000 ljudem, ki pišejo na Twitterju? Plus treba je vedeti nekaj. Mi nismo počeli nič drugega, kot poslušali, kaj se dogaja. Ljudem smo ves čas razlagali. To ni javnomnenjska raziskava. To je izključno in samo naše dojemanje tega, kaj se dogaja na Twitterju in odprtem delu Facebooka, kaj ljudje pravijo o nastopu kandidatov. In najbolj nesmešno, najbolj ironično je, da nam je ves čas kazalo, da pač je Borut Pahor priljubljen. Vsi so nas zaradi tega, ne vem, natikali na kol, pošiljali v Auschwitz, mislim, grozljive stvari. Ne, verjem, jaz sem bil deležen res
1001 stvari. Naši partnerji na Gamma System, oni so bili tik pred tem, da rečejo, kaj se to dogaja, verjemte mi, na televiziji delam že 14 let. Vem, kako se nova tehnologija upeljuje. Vedno so problemi. Ljudje imajo vedno do njih odpor. Zakaj? Ker živijo v nekem svoji zoni lagodja. Isto se nam je dogajalo, ko smo vreme upeljevali. Zakaj smo imeli včasih 11 ikon, zdaj jih imamo pa 9? Kako je to možno? Zakaj imamo bele oblake, prej smo imeli pa sive oblake? Zakaj imamo okroglo številko, prej smo imeli pa kvadratno številko? Na televiziji je to vedno problem. Jaz sem unik, ki je še z dvema naredil ta nov sajt od Radia Študent. Nočeš brati unih mailov. Pa so mi sodelavci. Sam poznaš, vedno ljudem spremembe nikoli niso blizu. In mi nismo naredili nič drugega kot pokazaleno orodje, izjemno dobro orodje, ki zna res, mislim, za njim stojijo ljudje iz Inštituta Jožef Stefan. To je vse štekam. Meni sam še ta star, sam še ena taka, tudi malo miskulam. Ampak to, kar si rekel, veš, ko prevzameš odgovornost, ne? Pol tudi rečeš, da bolj zaupaš temu Perception Analyticsu, pa to je čisto rasno, ne razumem. Mene bolj tiska si prej rekel, kako je TV močen še zmeraj pri nas, ne. In na eni točki je bila tam slika od zvera, pa zvera izpostavil, pa je bilo zraven 7% številka, ne. A veš, ko... Odsosko ni bilo nikoli, brez so absolutno. Okay, ampak veš, kaj hočem reči. Mislim, da veš, ko on je imel, ne vem, N-tajno pa N-27, a veš, a ne. In mene sam tisnot, ker jaz čekam, da si ti ponavljal, jaz to razumem, to je tudi Nina rekla, vse ona je 17 preko, da to ni javno mnenjska raziskava. In jaz to po eni strani, ampak pokaj pa gledaš anekdota z babico izmeram tle, veš, kaj pa eden gleda, kaj pa sam vid faco, pa neko cifro, ki je večja od une, je pa to dost. Veš kaj, meni je zdaj smešno, zdaj smo prišli v nek začaran krog. Po eni strani nam ljudje pravijo, Twitter ni relevanten. Isti ljudje mi pravijo, Twitter ni relevanten, po drugi strani mi pa pravijo, Twitter ima totalno tako vpliv, da so ljudje šli voliti Boruta Pahorja. Kaj je zdaj res? A veš, to je res. In jaz sem glih zaradi tega, ker ta Twitter tako števa. Na Twitterju v Sloveniji se je ena zelo zanimiva zadeva zgodila. Ker gor so ponovadi prišli res ljudje saj na začetku, ali pa uniki smo bili dosti od začetka zraven. So bili neki ljudje... Jaz sem pozno, by the way. Pozno, kakorkoli, ampak ti si kričač dobu niknem, kar je kar v redu, ker si bil pred unim benom nad 6. Ampak hočem to reči, veš, tam gor na Twitterju se je zgodila ena taka publika, ki je mogla prvo to tehnologijo sprejeti za svojo, jo znati uporabljati, kar je bil na začetku kar uspeh, na končni fazi, in se je najdel nek folk, ki veš, ki mogoče, pa zdaj lahko čisto posprašujejo, ki je malo bolj izobražen, pa ki malo več ve v življenju. Pa zdaj, kako se to snowballsko sliši, karkoli, mislim, da je to dosti res, proti enemu Facebooku, ki je cela Slovenija gor. Ampak če to drži, bi mogel zmagati pri naših analizah Danilo Tirk, ne? Ja, glej, sorry. To je res. To so nas prepričevali medijski strategi in... Jaz vem, kaj misliš. Mogoče se narobe izrazil, ampak glih zaradi tega bo pa, veš, kaj ti daš ti te cifre gora, ne. Veš, na eni točki, zdaj sem rekel, da meni hashtagi niso toliko všečni. Ker dajo Twitterju eno tako legitimiteto, ne, pol pa na celo operacijo. Veš, kaj jaz sem stav, da če bi vi, recimo, Perception Analytics delali na podlagi Facebook postov, samo Facebook postov, ne, bi mogli biti cifre drugačne. Pa zdaj ne pomeni, da ta bolj pametni pa za terka, pa te grupi pa za whatever. No, pri Facebooku obstaja en velik problem. Facebook je zaprt. Tam ne moreš meriti. Twitter je pa odprt in treba je nekaj razumeti. Komunikacija na Twitterju je med mano in med ljudmi, ki me poslušajo. Zelo enostavno. Mi z Perception Analytics nismo merili nič drugega kot to, kaj ti sporočaš svojim prijateljem. Če ti svojim prijateljem lažeš, potem imaš problem s svojimi prijatelji. Mi nismo nikogar nič silni, samo poslušali smo, kaj se dogaja. Ali ti boš rekel, da je pač, ne vem, nekdo se ponosil po čohu in da to je totalno ogavno, si to rekel dejansko svojim sledilcem, svojemu neko krogu ljudi. Zato se nam je to zdelo blazno relevantno. Zakaj? Ker ljudje komunicirajo z nekom drugim, dobivajo feedback nazaj. Pri Facebooku je problem tem, da je zaprt. Ne moš delati analitike, ne da je bil prijatelj. Odprti del Facebooka smo nadzirali, smo ga spremljali. Problem odprtega dela Facebooka pa je, da tam ni komunikacije, to so samo statementi. Ljudje rečejo nekaj, ampak tega je zelo, zelo malo. Primerjalno, se to ne je jasno. 98% 2%. Jaz sem bolj na publiku, mislim, ampak to je vse res. Ampak kako pa misliš, da je treba še zmeraj, tudi zato, ker je nova tehnologija. Zdaj pa recimo, da se to kupne, pa da je to cool, ker jaz mislim, da je, ampak ne, mogoče ne v tej obliki. Ampak s čem pa misliš, da bi bilo treba to obtežiti, oziroma kaj bi mogli to dopolnjevati, recimo, prvemu soočenju, ne? A misliš, da je na eni točki lahko samo to dost? Ja. Pa zdaj govorimo naprej, da je to dost. Ja, jaz mislim, da je to dovolj.
Je pa treba zadevo pametno uporabljati. No, kaj to pomeni? Kaj ta pomeni ta pametno uporabljati? Ko bomo enkrat prišli do tega, da bo v Sloveniji na Twitterju 100.000 ljudi nič več zraven poleg tega uporabljati. Nekaj uteži mogoče glede populacije, dejstvo je, da na Twitterju so nekoliko mlajši od generalne populacije, ni starejših. Konec zanimivo, na Facebooku je vrlo obratno, starejših, pa mlajših ne. To je zanimivo orodje. Mi smo želeli samo pokazati, kako se da to orodje uporabljati v realnem času. Mislim, da smo ga na zanimiv način pokazali, je pa to orodje, ki ni namenjeno televizijam. To je orodje, ki je namenjeno predvsem podjetjem. To je ene sorte real-time clipping interneta oziroma real-time clipping družbenih omrežij. Za podjetje, kot je, ne vem, Mercator, bi lahko v realnem času spremljalo in se odzivalo na stvari, ki se jim dogajajo. Konkreten primer, recimo, ne vem, kampanja Simobila, že se spomniš, Simobila je imela eno kampanjo z gospodom, pa Zobje, pa to in odziv je bil grozljiv, ne, ampak nihče tega ni spremljal. Mogli so dejansko na roke iti poiskati, ljudje se bunijo, dajmo mi nekaj narediti. Če imeli nek tak sistem, ki bi v realnem času analiziral stvari, ki se dogajajo, videl, da je perception ljudi do tega negativen, bi lahko odreagirali bistveno hitreje, če je imelo pametno nastavljene filtre. In v tem smislu se mi zdi to orodje tako pred časom. Resnično je pred časom, ne? Zelo dobro orodje. Jaz sem še vedno navdušen na tem, da zmore dejansko povedati, ne samo štet. Vsi sistemi, ki jih imamo mi danes, štejejo. To orodje pa reče thumbs up ali pa reče thumbs down. In to je tisto, kar je totalno meni wow. No, zdaj pa še eno stvar, ki si omenil, ta prav uporablja, veš, ta prav beseda, jaz sem tu zelo velik believer tega prav, ne. In zato mi tudi, ko meni fascinantno v Sloveniji, imamo neko protivtež javnega zavoda, ne, a veš pa jaz dobro, ki si ne reši delom, ki ti se to svoja zgodba, ampak kako, pa pač te komercialce, ne, vi vsaj kle 24, jaz sveta ne bom omenil, ne vem, kako kle tepo v te hiši, ampak. Pa zakaj? Svet je našel svojo tržno nišo, našel je gledalce in dela zgodbe. Tam jaz težje rečem, da se prav dela. Kako jaz to besedo razumem, recimo, kakor pa 24 ur, ker pač je razlika. Zdaj, če jo ne vidiš, pa jaz ne ti, če jo ne vidijo, a veš, whatever. Ampak tržna niša, whatever. Mene bolj to zanima. Z kakšnega backgrounda si ti v bistvu prišel delati pol pač TV? Veš, kaj ima neke svoje zakonitosti. Veš, novinarstvo se učiti, ne, je zelo taka župa, ne. Mene bolj zanima, veš, iz česa si ti prišel, pa kaj pol tebi ta prav pomeni na televiziji, no? Meni je bilo tako, da jaz sem leta 99 sem začel tole delati. Bilo je tako, da sem na vajah nekaj delal stvari, prvič je rekel, a bi ti prišel k nam na prakso, sem prišel na prakso, prvi dan sem gledal, drugi dan sem mogel iti na prispevek. Šel sem v Radovljico, tam je bila neka tožilka, je imela nek spor, nimam pojma. Šel sem na teren, zadevo posnel, potem je Vesna Drole, ki je zdaj PR-ovka, ona je časih pri nas delala, ona je zdaj PR-ovka na NPU-ju oziroma na generalni policijski upravi. Ona je takrat potem pribrala ta prispevek, ker nisem smel, ne, in 3 dan sem delal že prispevek sam, ne. Vedno sem bil kot študent, se veš, študent novinarstva, to je ono, jaz sem delal na sobotni prilogi. Če se pisi, to je televizija, to je nek Hollywood pa to, ne. Moja ljubezen je od nekdaj bil radio. Jaz sem si vedno želel delati na radio, delal sem na radio, ampak radijsko novinarstvo. Ne radijsko moderatorstvo, ampak radijsko novinarstvo v smislu reportaž, to, kar dela This American Life, to, kar dela NPR, se pravi radijsko novinarstvo, ampak tega v Sloveniji ni. Edini, ki to počnejo, Val 202 recimo počne dobre reportaže, tam je, kako je že Prabornik, ja, pa una kravžasta, kako je že. A Maruša, ta mlada? Ne. Pa vem, koga misliš, pa ne vem, kako se ne vem več. Pač delajo res zelo, zelo fine radijske reportaže. Jaz se spomnim radijske reportaže, ki sem poslušal na Valu o kravi manekenki. Človek z Gorenjske, mislim, z Gorenje vasi, ima krave goji in potem dela krave tudi na lepotnem tekmovanju. In to je bilo meni tako genialno, veš, uporabljati zvoke na radiju, ker je treba res na slikovit način, ker nimaš slike. No in jaz sem v bistvu potem ugotovil, da na televiziji se da isto početi, ampak bistveno lažje. Ker imaš sliko, ne? Je pa po drugi strani blazno več ovir, zaradi katerih mora biti človek kreativen. Prva stvar je dolžina, ne? Na televiziji si omejen si 100 minutko 30 in to je to. Omejen si s tem, da moraš trpeti napake drugih. Recimo, snemaš pogovore, ljudje nimajo zbranih misli, delajo težave, prekinjajo stvari, treba jih je rezati, treba jih je krajšati, treba je izkoristiti to, kar dobiš. In teta stvar, ki je problem, da je problem slika. Ne? Če slike ni, potem se nekaj ni zgodilo. In so neka določena omejitve, hkrati so zaradi tega izzivi. Jaz
sem se našel v televiziji, ugotovil sem, da mi ta format odgovarja, ker je treba pripovedovati, kaj za sliko, posebej sem pa začel uživati v živi televiziji. Delati v živo. To sem vprašati, ja. To je bolj live, te tudi bolj live. To mene totalno rajca. Jaz sem zelo rad delam, tudi ko so kakve poplave, pa to z največjim veseljem. Jaz sem tega navajal. Jaz vem, ta prvič, ko sem to rekel, tako, ki pol ta cinizem uredniški, ki v bistvu si načaržan, takrat, ko se stvari dogajajo. Vse grozno, ne. Mi tega živimo, to je ta hype, ne. Jaz so kakve poplave, pa to z največjim veseljem pokličem prijem delati. Nobenega problema. Tudi če sem urednik, se mi zdi še vedno normalno, da urednik gre na teren, tudi tam, kaj naredi, zadnjič za CNN sem se javljal v živo. Ja, to sem videl, pri Questu. Določene stvari, veš to, uživam, rad to počnem, uživam je top delati, sploh se v živo javljati, opisovati, reportaže početi. No, zdaj, ki so šla Questa pa CNN, pa to, da se še to malo pogovarja, glih Američane, pa ta news njihov. Jaz to vsakemu razlagam, ko vsi pa, Fox News, kakšni so na Fox News. Fox dela produkcijsko najboljše, to je dejstvo, ampak vsebina druga. To je res, produkcijsko so pa ne dali. Jaz sem vsakič pav, sem jezen zraven, ampak sem pav. Moja drugo vprašanje. Američani imajo tam dve vrste poročila. Eno je tako dnevno informativne oddaje, ki so na tistih networkih, ki so zastonj, pa so posod, ne pač NBC, pa CBS. In ti so polurne ali 3/4 ure, koliko spravijo skupino, je dosta 24 ur varianta. Zdaj, mi so bolj pogovarjala po tem drugemu temu. 24-hour news cycle, ne? Tako, ne? In zdaj, ker ti si rekel, da pač si ne vem, da so dobri, kar se breaking newsa tiče. In mogoče je že to prva razlika, ko obstaje CNN International pa CNN ameriški. Pa gre zdaj se samo ameriškem pogovarjati. Ker so pa zdaj se jih je Stuart lotil, pa sem gledal, pa imam glih frišen v fazi. Zdaj, kje ti tam vidiš, kaj je to ratalo? Kaj te je ta 24-hour news, te cable newsi, ne? Kaj je to zate? Enega, ki dela, pa recimo, da dela prav, ne? Pa dnevno informativno daja, ki je enkrat na dan za eno uro. Kaj je te tisti pomen, oziroma kaj je tisti zate? Ob normalnih dneh, ko so to pač normalni cikli, se pravi, imaš jutrnjo oddajo, dopoldansko oddajo, pa je to najverjetneje fantastičen job, ne? Ker je pač, imaš stvari so približno naprej narejene, vsak dela tisto svojo rubriko, Quest dela tisto Quest in Business, nekdo dela, Becky Anderson dela, kaj že, Connect the World, tako dalje, in pač dela svoje oddaje, Volbice dela Situation Room, določene stvari obdelujejo in stvar gleda normalno, ne? Problem se pojavi, ko pride do nekega breaking newsa, ko je treba stvari pokrivati 24 ur na dan. Takrat se stvari pojavijo in takrat, po mojem mnenju, vsi networki, ne samo CNN, gredo v fight za ekskluzivnost. In zaradi tega se dogajajo napake, kot so se dogajale na CNN-u. Moj tisti tweet pa zapis ni govoril o tem 24-urnem ciklu. Meni se je delalo fantastično delo, ki ga res vidim na CNN-u, da delajo dobro, je njihovi reporterji na terenu. Njihovi reporterji na terenu znajo opisovati sliko. Njihovi reporterji na terenu znajo najti v pravem trenutku ta prave ljudi. Njihovi ljudje v režiji znajo, ali pa ne vem, producenti znajo ta prav čas med prvimi dobiti klipe, ki se pojavijo na YouTubeu, ki se pojavijo na družbenih omrežjih in jih spraviti takoj v eter. Njihov voditelj za mizo zna potem to opisovati. To je tisto, kar jaz pravim, da je dober. Ja, potem imaš te velike face, ki delajo traparije, kot John King, ki svojega Blackberryja tako bere, moji viri pravijo, da so ga ujeli, pa potem eno uro popravljajo o tem, da ga niso ujeli. Ja, to je tak flop, da je groza. Ampak govorimo o ostalih stvarih. Mene ne vsebinsko, ampak mene kot nič junkija zanimajo stvari produkcijsko, izvedbeno, način, na katerega se dela. Ok, vsebina je druga stvar. Vsebina je zelo pomembna za gledalce. Zame pa tehnološko gledano, pa produkcijsko so te reči tiste kamerajca. In tu, če mene vprašaš, je CNN tudi pri Bostonu, kljub tem flopom, ki so bili, še vedno delal top in na ratingi se to pozna. Ljudje so cenili način, na katerega so delali. Ja, grozljivo je bilo v lovu za ekskluzivnosti, so govorili informacije, ki so o moj bog, ne. Jaz bi tudi tako rekel, da jaz bi šel še en korak nazaj, ne samo tako, da bi poročal tako, kot poroča MSNBC ali pa kot poroča, ne vem, NBC, ne. Jaz bi šel še en korak naprej, dokler stvari niso potrjene, niti govoril ne bi, da imam informacije, ampak niso potrjene. V Ameriki smo prišli do tega, da že v bistvu govorijo nepotrjene stvari, ki so jih izvedeli, pa povejo, veš kaj, nepotrjene, ampak vse imamo povedal. Jaz bi šel, odmaknil bi se od tega modela, ki se grejo Američani, kar se informacij tiče, takoj, bam, 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 ekskluzivnost, definitivno pa produkcijske stvari bi se pa od njih vzel in jih takoj zapakiral v
tudi apliciral k nam. Ne vidim s tem nobenega problema. Ne? No, se to, ampak mene je to fascinantno, ker to se mi je zdelo, da boš ti pač to ločil po taki, kar je produkcijsko. Veš, to je tisto, kar sem rekel, prav delati. Veš, oni so na eni točki nehali prav delati. Veš, to, kar sem ti tako zelo na hitro rečeš, zato, kar veš, da presep mogoče ne bi, ampak ti na hitro rečeš v lovu za eksplozivnostjo. Ampak tam se začne narobe delati, kar se mene tiče. Tudi če si cable news. Prej, ki si omenil, pač This American Live, pa Radio Lab, pa ki si rekel, da te je v bistvu live boljši. V bistvu zanima, kaj na Pop TV-ju, no? A je kakšna želja po takih zadevah, pa ne zdaj radi, jaz govorim o TV stvarih, o nekih, vse imate v bistvu preverjeno in mogoče še najbližji temu, ampak jaz bi šel še da bi se bolj prišli bliz PBS-ovim frontlinom enournim ali pa nekaj tazga. Zato so kle, vi ste komercialci, zato me to zanima. A kle so resursi za take stvari, ali želja sploh za take stvari, ali ni, ali v bistvu vi vse delate razen tega, ne? Imate eno magazinsko oddajo, imate dnevno informativno oddajo, nimate pa nekaj, pa zdaj samo pa 1 uro obadali sušo ali pa na pamet govorim. Veš, v novinarji imamo vedno to željo, ne? Novinarji in uredniki bi to vedno počeli. No, zakaj ne? No, tako, To pa, bom rekel tako, vsako leto, po mojem, ko se pogovarjamo o tem, kaj bi počeli, rečemo, da bi to počeli. Ampak na koncu je pač lebiga. Mi smo komercialna televizija, pri nas je pomembno, da so stvari profitabilne in očitno pač še niso našli modela, da bi to šlo. Te odločitve sprejemajo drugi. Jaz pri teh odločitvah ne nič. Kot rečeno, jaz bi to z največjim veseljem počel, ker to je po mojem izziv za vsakega novinarja, vsakega urednika, da bi to enkrat počel. Imamo možnost, da recimo smo že imeli primere, ko smo preverjeno celo uro posvetili eni sami temi, če spomniš Korzika, letalo ob obletnici, vem, da je Jana Kobal takrat naredila celo uro povsem posvečeno tej nesreči. Imeli smo že primere, ko smo tudi 2 bloka združili ali pa 3 bloke združili in to je na tak način, na katerega poskušamo stvari zapakirati, ki so nekoliko bolj obsežne, da naredimo iz njih več zgodb znotraj oddaje preverjeno. Da bi imeli še eno magazinsko oddajo, pa sam najbrž veš, da pač news je strošek največji. Se zaradi tega se hotel vprašati, ker se mi tudi zdi, da je neka taka tendenca pri novinarjih, kot si rekel, veš, da bi dejansko na te dolge zadeve delali, kako se obrne. Čeprav meni je še vedno večji rajc delati live televizijo. Živa, itak, to jaz tudi razumem. Pa zdaj, ki si rekel, pač te novi mediji ali pa kakorkoli temu rečeš, ki si tudi, kaj pa ti kle počneš, kaj ti od Pop TV, kaj ti si kričač na Twitterju, zdaj pa kaj pa tebe na Pop TV po zadevi, kar se interneta tiče? Pri nas je tako, da imamo Miha Rejc, on je pri nas urednik družbenih omrežij, on je zelo dober v tem, kar počne. Pred njom prišel sem se jaz malo tako amatersko po poldnevih ukvarjal z Twitterjem, Facebookom in podobno. Všeč mi je, da smo zdaj zastavili zelo jasno strategijo, kako se komuniciranje tiče. Mi nimamo želje imeti nešteto sledilcev, mi nimamo želje imeti nešteto fanov, mi želimo imeti občinstvo, ki nam bo zvesto in s katerim bomo imeli kakovostno obojestransko komunikacijo. Stvar poteka v koordinaciji z internetom, v koordinaciji z 24 urami. Je pač treba razumeti, da določene stvari se kregajo med seboj, ne? Mi imamo spletno stran 24.com, ki pač dela svojo vsebino, mi delamo svojo vsebino za oddajo, moramo paziti, da se stvari ne križajo. Ampak to se vidi, kakorkoli, slabo, dobro meni, ampak te stvari se ful poznajo. Mi smo v bistvu razmišljali, kaj početi na družbenih omrežjih, pa smo ugotovili, da ljudi najbolj rajcajo backgrounderi, se stvari, ki se dogajajo v odzadju in original content, ki je kreiran izključno in samo za družbeno omrežje. Vremenske napovedi, ki so narejene custom, določene stvari, ki jih novinarji na terenu posnamejo sami tako zase ali pa ne vem, čist off kamere, ne, pa potem to uporabimo, potem kakšne te funny stvari zelo radi gledajo. Ne. Na Twitterju pa predvsem uporabljamo za breaking news. Ne. Tako da pač naši novinarji tweetajo vsak zase, pa potem tweetamo skupaj s skupnim accountom redakcije 24 ur. No in to je vlih po naslednjem, ker to sem isto Luka Dehvalca sprašal na Lano 200. Pač nisi kričač. Na Twitterju nisi Denis 24 ur, ne? Zakaj si ti kričač, ali so pa 24 ur? Jaz imam spletno identiteto kričač že iz časov Moby Saxa. Zelo dolgo nazaj gre ta kričač. Zakaj? Izhaja iz moje radijske ljubezni, radio kričač in tako. Od takrat sem jaz kričač vedno bil in vedno bom. In v hiši razumejo, da pač moja spletna identiteta je kričač. No, ampak ta razumejo. Kaj se tukaj razume? To mene zanima. Kaj je strategija bila, ko ste rekli, a je en prša rekel novinarji, tam je Twitter, maste merile? Mi nismo nikogar prisilili. Mi smo ljudem pojasnili, mi z Miho smo pojasnili, zakaj je Twitter dober za nas. Twitter je dober za nas kot vir, zelo dober vir je, sicer ne ultimativen vir, ker še vedno treba resničnost informacij preverjati, na pameten način, odličen teaser za naše oddaje in odličen način, da ljudem pokažemo, da smo tam, da stvari počnemo in da smo
bom spet rekel tisto, kar ne bi se prvi, ne? Da smo tam in da sporočamo informacije neposredno, kot se dogajajo. Ne? Ugotovili smo tudi potem, da se mora naša oddaja prilagoditi, da v dobi družbenih omrežij je informacija postala commodity. To je nekaj, kar je zunaj in ekskluzivnih informacij skoraj ni več. Obstajajo samo ekskluzivne zgodbe. Mi smo začeli news delati drugače, mi ljudem pojasnjujemo zgodbe, mi ne moramo več reči, ne vem, dolg Nove Ljubljanske banke 7. zvečer znaša 300 milijonov evrov. Super. To smo lahko počeli zelo, zelo dolgo časa nazaj. Danes je pa to informacija, ki je prerasla že nekje v javnosti. In tega ne moramo prodati. Mi moramo zdaj se vprašati, zakaj je tak dolg, kdo je odgovoren za ta dolg, kaj ta dolg pomeni, kaj se bo vse dolgo dogajalo. Se pravi, mi moramo iz te informacije narediti in-depth zgodbo in do odločevalcev, do katerih uporabniki družbenih omrežij nimajo možnosti. Nek Janez Novak iz Twitterja, ki vidi na Twitterju, da je Nova Ljubljanska banka dolžna 300 milijonov evrov, lahko vidi samo to informacijo. Ne more pa zdaj reči, kaj pa zdaj to pomeni. Tu je pa zdaj naša naloga, da ob 7. zvečer, ali pa ob 5. ali pa ob 1. ljudem damo dodatno informacijo in zgodbo o tem, kaj ta informacija zanje pomeni. Mi se tega zavedamo, absolutno še the road to hell je dolga, ne? Treba še nekaj časa bomo rabili, da do tega pridemo. Novinarji so začeli razumeti, da Twitter je zelo pomemben način komunikacije, da ta breaking news, če želimo, da bo ljudje naš še vedno razumeli kot reliable source ali pa viable source, ne? Da je treba te stvari sporočati na Twitterju. Najprej bil opor, ja pa internet, pa pa sem, to je, nam so ljudje, publika se je prestavila na neko drugo platformo. Zdaj mi lahko čepimo pa jočemo, ali pa gremo na to drugo platformo, pa ljudi tam najdemo in jih nagovorimo, da pač obstaja nazaj še stara platforma, kjer določene informacije so. Ne. To mi je tak tipičen primer medijev danes. Ne. Vsi sam neki, internet, Twitter, Facebook, kam so šli ljudje? Ja, božjo mast, pet jih poiskat, ne. Yes. Sej zato mene v bistvu, vi pa valjda resno dva, pa oni so javni, ne, pa dobro, tam je ena skupina ljudi, ki to počnejo, ja, oni so smešno fajn, ne. Sej, imaš klik zaradi tega, to je bilo dobro, to rekel, ne, da je začelo vplivati pol pa na TV oddajo, ne. Pa je to tudi, če sem te prav razumel, malo z roko v roki s tem, da delate in-depth stvari, da niste sam več glasniki 350 milijonov, pa lahko še kaj poveš zraven. Ko včasih je bilo pa teh 35 milijonov, je bilo pa ure, skitam na filov, da sam povedal, kaj se je zgodilo, ne pa zakaj ali pa. Okay, no, zdaj pa greja, ko sem lažje na... Če lažje sem eno stvar, mene je zanimivo to, da mi smo ugotovili tudi, da original content treba ljudem dati. Ne? To, kar večina medijev, slabi mediji v Sloveniji počenjajo, je, da v bistvu Twitter razumejo pa Facebook kot nek generator trafika za svoj sajt. To je najslabše, kar lahko narediš za brand. Vse, če pogledaš, vse tisti ljudi, ne vem, jaz od Twitterja, kot uporabnik pričakujem breaking news, pa opinions, ne. To pričakujem, da pa nekdo meni rekel samo naslove zgodb, pa potem link na članek na njihova stran, pa ne mi zabavati, ne me podcenjevati, daj mi nekaj, zaradi česar te bom spremljal. In ker se v bistvu s Twitterjem pa s Facebookom se na glavo obrača medijska pozornost. Včasih je bilo zelo simpel delati televizijo in časopise. Ljudem se je rekel, evo, zjutraj ob 5:30 dobiš na vrata serviran časopis, tole je vrstni red in to je pomembno. A veš, ob 7. zvečer se ljudem rekel, usedite se v televizijo, to je pomembno. Na družbenih omrežjih veljajo pa druga pravila. Ne? Pravila so zelo simpel. Ti lahko piješ, kolikor hočeš, pa če se ljudje odločijo, da te ne želijo slišati, te ne bodo slišati. In mi moramo postati res kuratorji vsebin, dajati težo določenim vsebinam, podajati zgodbe, in-depth informacije. To je edini način, da nas bo ljudje razumeli, da bo ljudje nas spremljali tam, da jim dali original content in da jim tukaj potem dali in-depth story. Sameš, to je veliko lažje doseči, ko si ti kričač, ko si Denisu 424 ur. Ma niti ne. Ne. To me res zanima, ker jaz osebno, trikrat lažje tebi sedim, ker je kao 24 ur. Veš kaj je, tako je, mi smo se takrat odločili, kako bomo naredili akaunte, treba je nekaj vedeti, mi smo javne osebnosti. To je fakt. Tudi če jaz napišem, da je to moj zaseben account, pri katerem ne želim, da me kdorkoli povezuje, mene bo še vedno moja faca bo povezovali z oddajo 24 ur. In zaradi tega smo tudi ljudem rekli, lahko si vi naredite svoj account, če želite, brez 24 ur, ampak naša policy bi bil, da če boste delali službene stvari, da se tudi na ta način ločimo od nekih da tudi na ta način poudarimo, da gre za nek corpo account, tudi če so tam zasebne vsebine. Ne? Jaz zelo mešam. Jaz na Twitterju objavljam zasebne stvari, službene stvari, joke. Ampak še vedno razumem pa, da me ljudje v vsakem pogledu, tudi če objavim fotko mojih otrok na mitingu, kar sicer počnem zelo redko, to počnem na Facebooku, ki ga imam zaklenjenega, da tudi takrat ljudje razumejo, da sem nekdo, ki dela oddajo 14 ur. No, zdaj pa peva še malo strojno, programsko opremo, ne?
Zdaj je prvo strojna. Ok, deva tako. PC na mizi je Gericom X3. To je neka, veš zakaj je pa, ne se smej. Gericom slišal. Gericom pomeni Germany Industry Computers. X5, pardon, Gericom X5. To je bil njihov računalnik, ki je bil vodoodporen na udarce in tako, pa kovinski je cel iz magnezija narejen in meni ga je Urban, moj sin, že poscal. Aha. Pa smo ga potem uprali, pa dela normalno. Imel sem ga, rabo sem nekaj vzdržljivega za na teren. Ko sem bil recimo v Ameriki z pipistrelom, sem rabo nekaj, kar je tako, da vržeš po tleh, pade po tleh, prah, voda in tako. Ne vem se da dejansko tudi video montirati. Kompletno Ameriko sem video zmontiral. To imam doma. Imam sicer nek velik, ne vem, 23-24, pač Gericom. Ne, nimam, Medion. Pa v redu. Ne, ampak do tega monitorja sem tudi prišel dobro. Nekdo ga je nazaj prinesel v Hoferju, pa ona ženska rekla, ga boste vi vzeli. Tako sem tam stal. Sem rekel, ja, koliko pa? 129. Sem rekel, super, 14 Full HD. To uporabljam televizijo, imam neko staro LG-evo, nič posebnega, mislim, da mi je ucrknala, pa mi ni. Je gospod serviser tem popravil ene par kondenzatorjev bo zamenjal, bo LG še vedno delo, hotel sem nekaj večjo kupiti, ampak nimam sreče, da bi se mi televizor pokvaril. Od prenosnikov imam Surface Pro, gor imam Windows 8 Pro, full zadovoljno, 6 sekund boota, dela kašus. Telefona 2, Galaxy S3, po mojem bom Xperia Z zdaj vzel, pa Blackberryja še vedno uporabljam. Zdaj ja misliš vzel? Še nekaj sem jaz testiral, sem ga imel na monitorju. Je, v redu je. Voda pa prah. Ja, Blackberryja še vedno uporabljam, ker Blackberry ima še vedno BBM, je najboljša stvar na svetu, polna lučka kot tripa, pa baterija zdrži kašus. Fotoaparat Leica, ja, lej. Ja, sej. Okay. Za dušo. Človek si nekaj za dušo more kupiti. Kaj te še zanima? Smuči, avto, kaj? Ne, Video montiram v Sony Vegas Pro, fotke obdelujem v Lightroomu. Na telefonih, kjer je appe? Pa nekih res. Čekaj, gremo nazaj na računalnik najprej. Google Docs so zakon, Google Docs uporabljam za vse. Na telefonu Povio sem začel kanorc uporabljati. Najprej sem bil totalno orto proti, pa sem govoril, da je čist cool, da je fajn, zabavna stvar, pa slovenska je, zakaj ne? Neko sem uporabljati, kaj je že on za slonček, no pomagaj mi. Evernote sem neko uporabljam Keep, ker mi je bolj preprosto, da tega uporabljam tudi tablico. Ja, to sem videl, da si jo napaljen. Ja, pa tablico uporabljam zdaj Nexus 7. Imamo od iPada doma, pa Blackberryja, imamo onga, kaj že, sem že reče. Playbook. Ej, ne zabavno. Ti so super. S Blackberryjem dela fantastično. Ja, s Blackberryjem dela fantastično. Drugač pa od Apple, ja, v bistvu Keep mi je všeč mi je Instagram, Google Goggles so en fantastičen produkt, ki se bo enkrat razvil v nekaj neverjetnega. Enkrat se bo razvil v nekaj brutalno dobrega. Kva še imam? Dropbox, Google Drive, to je po mojem to, no. Browser je Chrome zaradi sinhronizacije, najbolj simpel. V bistvu imam na tablici imam Chrome Beta, ki ima še tudi voice search, navdušen sem nad Google Now. Google Now je najboljša stvar na svetu. Ja, sam raviš med angleščino naštimano. Mi je vse. Meni je tudi vse, zdaj jaz ga imam tudi, meni je odličen. Google Now, zdaj sem bral novice, da bo Google desktop environment preoblikoval po vzoru Google Now s tem, kar to se mi zdi pa uno. Wow. To bo skakala avtomatsko, kaj moj športni klub dela, kje sem, rezervacije za hotele, to je res, Google Now je ena izmed najboljših stvari, ja pa zaprt sem v Google. Sem tam. Imam tudi sicer iPhone, ki počiva doma 4, ker preprosto se da z njim klicati, drugače super stvar, absolutno super, ampak klicati no go, imam Bluetooth v avtu, to je pa tudi po moje to. Kaj pomeni Bluetooth v avtu? V šteker? Ne, veš kam imam enega takega Motorolinga, ki se je gor zahakla za sončnik. Ja, pa na tistega telefoniram, če telefoniram, skušam se izogibati temu. Pa vozim Subaruja. Ok, to. Ne vem, če to bo hardware šteje, kao vem. Ok, pa vam pes eno vprašanje, ki ga vsazga vprašal, in to je en kos strojne opreme, oziroma nekaj fizičnega. Veš, kaj misliš, da je bilo zate narejen? Tako, veš, nekaj, kaj si imel, nimaš več, imaš še zmeraj, imaš že 20 let, ampak eno stvar, ki bi jo tako izpostavil, veš, da ti je res, da imaš res feeling, kaj je bilo zate narejeno. A mora biti elektronsko, ali lahko? Ljudje so mi že take stvari govorili, da... Jaz sem letos to gotovo, da je bilo nekaj zame narejeno, in sicer so bili to eni tekaški copati. Reče se Innovate Orok 340. Kot ponavadi elegantno in tekaški copati. Ne, ugotovo sem letos, jaz nikoli nisem maro teka po zimi. Vse ostali, meni so gadgeti tako, veš, pa uporabiš, pa vržeš, pa
nimam neke čustvene navezanosti, še lajka recimo, še na lajko nisem navezan, kljub temu, da je super fotoaparat, pa dela fantastične fotke. Ampak na te copate sem pa ugotovil, da so nekaj, kar sem dolgo iskal, nisem nikoli tekel po zimi, ker sem se bal, da si bom gležen zvil, ker mi je šlo na živce, da premočijo copati, bla. Potem sem pa letos Innovate Orok 340 si kupil, to so copati, ki imajo od spodaj kovinske čepke tudi, da lahko dejansko potekel in letos sem prvo zimsko sezono tako naredil, po mojem, 250-300 km po zimi in to po snegu, po ledu, po hribih, po blatu in moram reči, da to je bilo narejeno za me. Nekaj, kar sem ves life iskal, zdaj pa imam. A zdaj si že kjer za logo kupil? Ne, te imam, kakšne copate načeloma dolgo zdržijo, jaz upam, da 2 sezoni bojo, ker so itak zimski, polet tečem z drugimi, polet tečem s tem minimalističnim in to. Aha, okay. No, zdaj pa, zgleda pa na eno temo, ki jo morala obdelati, in to je ta, ne bova rekla propad Nokia, ker bi se preveč alarmistično slišali. Pa se je, Nokia propada. Ja, no, to pa rečva. Meni je to zmeraj težko reči. Ampak ti si tudi pač opisal v bistvu zase na svojemu kričač.tumblr. Nek Tumblr imam, ja. Ja, nek Tumblr imaš. V glavnem, no, ampak jaz sem ga tudi imel na testo, ta telefon, ki sliši ne ve, kaj Nokia N9, zdaj da tako vprašam, ker ti malka se pogovarjaš z njimi, ki imajo toliko telefonov v roki, ki jih imam jaz, imaš vse več na roki. Koliko misliš, da bi imeli oni takrat šans, ker so naredili ta Migo operacijski sistem, koliko misliš, da bi bila šans, da bi tisti 2 let prej? Tako da bi N9 prišla, resmo, Apple, iPhone ven vrže, vse to je vse neva, to je čisto znanstveno fantastično, ti tudi veš, da je to znanstveno fantastično, ampak tako, koliko misliš, da bi imela tista zadeva šans? Nič. Absolutno nič. Nokia se je bistveno pozno odločila za iti bodi si k Androidu ali pa k Windowsu. Da imaš lasten OS, ne vem. Migo ni bil dober, Migo je bil slab, Linux, ki je od spodaj laufa, je bil sicer fajn, ampak predvsem Apple aparat je bil tako fucking seksi. Bil je seksi, fotoaparat je bil tako dober, da glava boli. OS mi je šel še v bistvu vsega najbolj na jedra, baterija je bila zelo slaba, ker je zdržala komaj en dan, ampak Nokia je meni blazno škoda, ker oni vidi se, da znajo. Znajo narediti, ne znajo pa tržiti. To je njihov največji problem. Recimo Nokia 920, ki sem zdaj šel na test, ali 900, ne, eno teh ta novih. 920. Neka ta velika ciglasta fotoaparat, caj zaboleči. Top, snema k-šus, Windowsi laufajo smude s Helgor, ampak ko ljudem to pokažeš, pa reče, kaj je Nokia? Zadnjo Nokia, ko sem imel, je bila Nokia 6310i, srebrna, ki je baterija zdržala tako 2 meseca. Ljudje danes svoj niso serious contender, ampak če bi Nokia se pista naprej odločila, da bi rekla, veš kaj, pustimo ta Symbian, pustimo ta Migo, dajmo skočiti na bandwagon enega od velikih 2, bi se stvari spremenile. Oni so konc kupili Navtek. Njihova navigacija, danes je top. Navigacija, za 100 navigacija. Sploh za Slovenijo. V svet. Jaz sem šel, v Ameriko sem šel, sem si na Nokia naložil preprosto kompletno njihovo navigacijo, vse mape, stvar dela BP, Oni so kupili Navtek, največjo firmo. In res, potencial imajo, samo ko bi znali še to prodati. Ampak ne znajo, Jaz sem čudil, da tam so neki inženirji gor, ki se igrajo, let's make this really cool. Pa naredijo nekaj really cool, pa rečejo marketingarji, pa oni so zmeraj živeli od njih takih marž, oni so imeli 2 mm marže na produktu, in pa kaj enkrat nehajo ljudje to kupovati, kaj češ pa. No, čeprav vedno, tržni delež imajo še vedno velik potencial v Indiji, Pakistanu, Kitajska, tam je potencial še vedno v nerazvitem državu Afrika, kjer se bodo v bistvu ljudje odločili za tako imenovane feature phone, in podjetja, ki opuščajo feature phone, vidimo, da Samsung se vrača nazaj, bila zelo velik nekih simple Android feature phone, ki zdržijo baterija nekoliko dlje, nima sicer 1000 druge stvari, tako kot S4, katerega so Space Shuttle slačili, to je trg, Nokia to zelo resno naskakuje, je pa vprašanje, tako se reče, tisti 2%, 2 mm marže, če bo to dovolj za dolgoročno preživeti. Meni je škoda, ker imajo res fotoaparate, imajo take, da prvič hardware na splošno, ali tako kaj Apple, ali počasih še malo boljši. Meni je bilo prvič, ko sem uporabljal Nokia, recimo to 900, sem prvič nehal fotoaparat sabo nositi. Kljub temu, da Samsung Galaxy S3 ima super fotoaparat, to je zelo dober, ampak da ne bi sabo lajke nosimo, come on, no way, medtem ko tisti PureView 410, kaj je bila tisto vse te stvari so tako res združujejo naprave v eno napravo, kar je meni cool, da imaš eno napravo v žepu, ampak Nokia to ne uspeva. Jaz sicer upam, da se bo nekdo najdel, ki bo naredil to, kar je bilo enkrat pokazano, mogoče bo Ubuntu to, meni se zdi tako blazno velika škoda, da nihče ne izkorišča tega, kar je v teh mičkenih napravcah. Ubuntu je imel enkrat eno idejo, če greš pogledat na njihovo stran Ubuntu Phone, še prednje prišel Ubuntu Phone ven,
so imeli, točno to. Ker v bistvu je tako, res ni nobene potrebe, da mi imamo na svetu toliko procesorske moči brez veze. Ti recimo zdaj imaš na mizi računalnik, hkrati imaš tule mobilnik, hkrati imaš še enega najverjetneje v žepu, vse to ima svoj procesor. Kljub temu, da vedno uporabljaš samo eno napravo hkrati. Zakaj za hudiča v sabo nosiš gigarama, 4-jedrni procesor, no pa recimo 2 gigarama, 4-jedrni ali pa 8-jedrni procesor, ne? Stvar je, človeka smo na Luno poslali z tisočinko tega, ne? A ne je bilo cool, da priješ domov, preklopiš in to isto napravo uporabljaš na nek drug način. Vsi poskusi, ki so bili narejeni, je tako, da so pač samo preslikali okolje na nek velik zaslon. Mogoče je tu tisto, kjer bi Nokia lahko nekaj naredila, ne? Ker oni imajo izkušnje. Včasih je Nokia televizija delala zelo dolgo nazaj. Ne? Ja, pa monitor. Pa tudi to, ne, da bi recimo naredili neko napravo, ki bi jaz prišel z nekim telefončkom domov, ga preklopim v dock, ampak potem ne uporabim tistega na mizi, ampak na mizi, ki je prilagojeno za delo z miško in tipkovnico. Potem pridem pa v službo, ga pa vedam v drug dock, pa ker rabim, ne vem, za video montažo nekoliko močnejšo grafično kartico, je v docku grafična kartica ali pa eksterna grafična kartica. Treba pa sve, da imamo doma naprave. Jaz imam doma, ne vem, 25 naprav, ki ima vsaka svoj procesor, vsaka svoj RAM, vsaka svoj pomnilnik. Vedno pa uporabljam samo eno naenkrat. Zdaj se tako rešuje, da so vse sinkane. Pri Google malo boljš, kak je tako. Ja, ampak veš, zakaj sinkati, zakaj uporabljati elektriko, zakaj uporabljati resurse, če ni treba? Jaz ne rabim v hiši imeti 4 procesorjev, jaz rabim imeti enega, ker enega naenkrat uporabljam. Je pa res, da ta en procesor uporabljam na 4 različne načine. Tudi Ubuntu sem probal, by the way, na Nexusu. Ja, sem videl, sem na Nexusu. Zabavno zgleda, mislim, za ljudi, ki uporabljajo, jaz imam tudi doma na določenih. Sem še spet Apple now. Jaz mislim, da Apple bomo počas preživeli, da bo vse šlo v browser, ker ni nobenega smisla. Ja, saj pa nismo še tam, ne. Prej jaz bomo. Ja, to je. Ker recimo, če gledaš, so bliže narejeni tudi Facebook, HTML5 ja, aplikacije. Ja, pa se mi je to obrestval. Ne, ampak zato, ker so naredili slabo. Ja. Če obstajajo poskusi, ker je bila stvar narejena res zelo dobro. Ja. In si videl, da dejansko HTML5 aplikacija v browserju lahko laufa boljš kot aplikacija. Ta zadnja taka, ki je mene dejansko toliko impresionira, ki je tudi pa na mobilcih, je ta forecast IO, ti si videl. Ja, videl. Ki te si daš bookmarker, pa narabiš dosti več. Ne, veš, in jaz mislim, da bomo šli v svet, ker bomo toliko odvisni od clouda, da bo aplikacije postale nerelevantne. Meni je bistveno bolj pomembno, da imam dostop do interneta, plus zmanjša se potreba na napravah, ne. Vemo, da največji problem danes je baterija, ne. Baterija zakaj se tako malo drži? Zato, ker imamo 2 gigarama, pa 4 procesor v NK, ne. Če vse to lahko laufa v browserju na nek pameten način, razvijalci so se ful razvadili, tako ful. Appi imajo tako 30 mega, pa 150 mega storage. Ja, veš, tudi tukaj obstaja prav delati, pa ne prav delati. Ja, točno. Moj foter je programer stare šole, moj oče je programer stare šole. In on je tako prav kaj uporablja, klipe, KPS, nekaj stare stvari, ampak stvari laufa, vse treba samo inteligentno znati programirati. To ima v krogu rop ali nima v krogu rep, vse to je lepo. Ampak ne morem zaradi tega jaz napraviti toliko obremeniti, da se mi segreva zadnji del iPhone. Ja, iPhone, ja, točno to. To je to, več ali manj. Hvala lepa. You are welcome. Ja, zdaj ne govorim več ljudem, kjeri so na koncu, ker zdaj cifra toliko zrasla, da me Matej vzdan za jebo, pa je rekel, da je v 17, tako ti si 18. Zdaj sem že spet rekel, ampak naslednjič pa ne znaš tega. Okay, ja. V glavnem, hvala še enkrat. Ja, hvala tebi. Čau. Tole je bila 18. epizoda Aparatusa. Denisa najdete na Twitterju pod afnakrcac, jaz sem na Twitterju afnaanzet. Mail, kamor lahko pošljete svoj feedback, je anze@aparatus.si in vse ostale pogovore najdete na www.aparatus.si. 2 p-ja sta v imenu in na podcast se lahko naročite preko RSS Vera oziroma iTunesov, pa če boste to tam naredili, dajte še kakšno oceno. Evo, to je do naslednje srede to. Čau.